Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes imam veliko čast, da lahko pozdravim njeno visokost, vinsko kraljico Jeruzalemsko-Ormoških goric Evo Leskovar. Eva, lepo pozdravljena. Hvala. Kako se počutiš v koži kraljice, vinske kraljice? Počutim se super, sicer ni nič drugače, kot je bilo do zdaj. S tem, da me zdaj malo več ljudi še pozna, oziroma me več ljudi še zdaj ustavi, pozdravlja, čestita. Tako da trenutno še se počutim super in upam, da bo tako še naprej. Zakaj si se pravzaprav odločila kandidirati za vinsko kraljico? Zakaj sem se odločila, bi rekla, bi rada spoznala še drugo kulturo, druga vina, še druge vinarje. Še posebej pa bi rada spet bila malo bolj dotaknjena doma, da bi spoznala še naše vinarje, ker vseh še ne poznam, in da vidimo, kje smo mi in kje so drugi. In želim, da našo kulturo in našo vino sama še jaz ponesem v svet, še tistim, ki nas tako dobro ne poznajo, in da še drugi vidijo, kako dobra vina imamo, sicer pa še jih sami ne znamo ceniti dovolj dobro. Predstavljali smo te že v prispevkih, ne minulih, in to s kronanja 15. avgusta v Cerovcu Stanka Vraza. In takrat si povedala, da si pravzaprav že od malega strmela k temu, ne, da boš enkrat opravljala poklic vinogradnice. Tako je. Torej, jaz sem tesno bila povezana z vinogradništvom, vinarstvom, kletarstvom že od majhnih nog, saj sem dejansko z vinogradi in s tem poklicom rasla, in tako se mi je to nekako stisnilo v srce. Najbolj mi je to torej približal moj dedek Viktor, saj ko sem bila majhna, večinoma časa preživel on z mano, oče je potem še delal na firmi, na Jeruzalem-Ormoški kleti. Mama pa tudi ni imela časa toliko zame in mi je dedek pač vse to nekako prvi tisti vtis, ki mi je pokazal, je to bilo od dedeka. In ker smo se igrala v vinogradu, on je rezal, sem bila zraven, tako da. Dejansko si mu pomagala že kot otrok, ne, na nek način. Vedno sem stala z njimi, vedno sem bila z njimi, vedno sem pač bila v tem in živela s tem delom in z vinogradi, tako da sem res bila od majhnega že povezana z delom in z vsem, kar se tiče vinogradništva. No, zanimivo je to, da seveda deklice, ne, majhne, imajo rajši punčke pa to, ne, ampak ti si vseeno se odpravila z dedkom raje v vinograd. To pomeni, da te je že vleklo, ne, samo po sebi. Ja, moram še povedati, da v okolici, kjer mi živimo, ni otrok. In drugo mi ni preostalo niti drugače, kot da si najdem neko drugo družbo, in to je bil seveda moj dedek. In on je bil moja najboljša prijateljica že od majhnih nog, saj drugih prijateljev okoli hiše nisem imela, razen ko sem obiskovala vrtec in šolo. Kako pa je pravzaprav izgledal en takšen vajin dan, ko si se z dedkom odpravila v Gorice? Od začetka, ko nisem še obiskovala vrtca, smo ponavadi se vstala. Jaz sem vedno bila jutranji človek, tako da sem že v 5., 6. zmeraj vstala in že ropotala po hiši. Tako da ponavadi smo vstala z dedekom in že šla ven, se igrala. In ponavadi, ko pa sem začela obiskovati vrtec, ko pa sem prišla domov iz vrteca, pa prvo, kaj je bilo, smo seveda spet bila z dedekom skupaj. Gremo pogledat, kaj se dogaja v vinogradu, ne? Ja. V vinogradu pa je itak vedno veliko dela, ne? No, kako pa si pravzaprav ti doživljala vse to, kot pravimo vsi tisti, ne, ki vinograda nimamo, je največji praznik trgatev, ne, najbrž. No, kako si doživljala te trgatve? Se ti je zdel to praznični dan, recimo? Seveda. Jaz sem trgatve torej vedno dojemala kot nekaj najboljšega, kaj se lahko zgodi. Vedno je bilo okoli mene polno ljudi, vedno smo se zabavali, vedno smo si kaj še povedali. Tako da zmeraj, ko sem še manjša bila, mi je vedno to bilo nekaj najboljšega, kaj se lahko zgodi. Saj sem tako bila v družbi z ljudmi, ki jih imam rada.
in preživela dan še lepše. Sedaj, ko pa sem večja, pa trgatve več ne dojemam tako na zabaven način, saj zdaj vidim, koliko je dela in priprav z trgatvami, koliko se temu moraš posvetiti, in da je še težje delo kot ostala dela v vinogradu in je potrebno zelo velika koncentracija in priprave prej in po trgatvi. Gotovo pa potem v času, ko vino zori, ne, ko ga treba na različne načine negovati, to je pa verjetno še najbolj zahtevna naloga vinogradnika. Nekateri pravijo, da kletarstvo je samo delo, da to, kar imaš v vinogradu, da kvaliteto samo ohraniš. Da nič ne popravljaš, ampak samo kvaliteto, ki jo pridelaš v vinogradu, da v kleti ohranimo. Tako da, če si dober vinogradnik, tudi kletar moraš biti dober. In če ti uspe pridelati dobro, zdravo grozdje, mislim, da ni problema pridelati tudi kvalitetno vino. No, ti si se odločila torej se tudi izšolati v to smer, tako da domnevam, ne, da boš verjetno ti bolj kletarila kot karkoli drugo. Ja, to je moja želja. Sicer smo z atom še tak, kdo bo kaj delal, ampak sedaj še ne razmišljam o tem, kaj želim doma početi oziroma nadaljevati. Saj oče še ima nekaj let, da mi pomaga, jaz da se izšolam in kasneje, da skupaj nadaljujemo še en čas svojo pot, ko pa bo pač prišel trenutek, da bom vse jaz prevzela, pa mislim, da bom potem že zmogla vse sama. Do takrat pa še vidim in želim, da mi oče pomaga in stoji ob strani v vseh, tudi v kletarstvu kot v vinogradih. Pač v vsem, če ga rabim, nisem še pripravljena iti na samostojno pot. No, naj morda povem našim gledalcem, da Eva Leskovar, torej nova vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric, prihaja iz velike vinogradniške kmetije Igorja Leskovara v Lešniškem vrhu. 15 hektarjev goric je doma, ne? In vse skupaj pravzaprav dejansko začel tvoj dedek, ne? Ja, dedek je prvi vinograd, mislim, da je bilo okoli 1 hektar vinograda, kupil leta 1967 in prva sorta, ki je bila zasajena na tem 1 hektarju, je ravno bil šipon. In tako se je začela naša tradicija, oče je sicer še imel službo, ampak kasneje pa se je to nekako začelo odvijati, da smo začeli kupovati grozdje. Nekaj časa so sicer imeli svoje vinograde, ampak so grozdje prodali, potem so videli, da se to nekako ne izplača več. In tako sta oče in dedek potem skupaj dokupovala vinograde, nekje do 400.000 litrov vina. Potem pa nismo več zmogli, da bi več dokupovali. Oče je imel še službo, kasneje pa je službo torej tudi pustil in tako smo lahko našo vinogradništvo še povečali in se razširili. No, v celoti se je torej posvetil, ne, vinogradništvu in kletarjenju. Osnovno šolo so obiskovala kje? V Ivanjkovcih. Ja, potem pa si šla v srednjo šolo kam? Potem sem šolanje nadaljevala na Biotehniški šoli Ptuj in končala in pridobila izobrazbo kmetijsko-podjetniški tehnik. Sedaj pa sem torej na Biotehniški fakulteti v Mariboru, v smer vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo. Koliko znanja si pravzaprav teoretičnega predvsem lahko pridobiš kot študentka, torej na smeri vinogradništvo, vinarstvo? Mislim, da zelo veliko. Imamo tudi veliko prakse, tako da ni vse samo v teoriji, da torej imamo vaje in teorijo, da lahko skupaj povezujemo in da lahko vso to znanje, ki ga dobimo teoretično in kasneje še v praksi, dobro izkoristimo doma. Tako da mislim, da na tej fakulteti res predajajo dobro znanje in da ga lahko naučimo kasneje tudi doma in v praksi in teoretično. No, vso to znanje, ki ga pridobiš na fakulteti, lahko uporabiš kaj doma v domači kleti? Poskušam ga, ampak ata še za zdaj enkrat še vedno reče, dokler bo on, bo še vedno tako on dela in da je tako ostalo. Tako da
trenutno še besede za kakšne inovacije pa za spremembo v vinogradu še nimam. No, pa se ti zdi, bi bilo potrebno, recimo? Pa ne vem, če bi bilo potrebno, ampak mogoče s kako tehniko, s tehniko rezi, mogoče kakšno drugačno, mogoče olajšalo si delo, pa mogoče bi bilo, ne vem, ampak on ne želi poskusiti, pač on pravi, da zaenkrat, če bo tako, ko pa bom pač jaz naslednica, pa da lahko jaz Po svoje. po svoje delam, kako da meni pasalo. Točno tako, tako to je, ne? Tudi ti ne boš prepustila kar tak, ne, svojim otrokom. Ja, fino. Sicer pa verjetno kar ne poprimeš doma za razna dela. V Gorice greš ali več v kleti? Doma mi trenutno še ni potrebno toliko delati. Pač ata še mi vedno pravi, da moja edina služba je trenutno šola. Drugače pa z veseljem grem pomagat, ko je potrebno, da skočimo vsi na pomoč. Drugače pa sem jaz bolj pri flaširanju, pri etiketiranju, pri polnitvi torej vina, pri, ne vem, pri kakih etiketah, pri, ne vem, nabiranju buteljk. Rade volje pa tudi stopim v klet, zmerim žveplo in žveplam z vino z očetom. Ko pa je potrebno iti v vinograd, pa tudi ni problema. No, Eva, tako si ti pravo dekle, ne, za vinsko kraljico z mnogimi izkušnjami, tudi s enim takšnim življenjem med vinogradi. Se ti zdi prav, da ima, recimo, vinska kraljica eno takšno podlago? Meni se iskreno zdi, da je to pomembno, saj če zastopamo vinorodne okoliše, če zastopamo vino, zastopamo kulturo, zastopamo tudi ljudi, se mi zdi pomembno, da ima vinska kraljica nekšno predhodno znanje, ki si ga lahko s tem poklicem nadgradi ali izboljša. Tako da mislim, da je to po moje prvo, kar rabi vinska kraljica, da ima vsaj neko znanje, drugo pa se mi zdi, da je vsaj malo povezana z vinogradništvom. Ker če ti živiš v mestu ali da ne veš, kako sploh vinogradi izgledajo, da ne veš, koliko truda je potrebnega vložiti v to, mislim, da potem nisi primeren za ta poklic, da sploh da potem še razlagaš, kako je delati v vinogradu in promovirati delo v vinogradu in ga zagovarjati, če sploh ne veš, kako to poteka. No, kako pa si ti pravzaprav zamislila, kako si predstavljaš svojo, torej, kraljevo pot, ne, ki bo trajala 2 leti? Ja, prvo zdaj želim spoznati dobro domače kraje, da bom sploh vedela, kaj jaz ponašam po svetu oziroma po celotni Sloveniji, da bom znala zastopati naše kraje. Potem želim jaz še odnesti nekaj od tega, da še jaz poznam drugo kulturo in ne vem, želim narediti tudi kakšen dogodek, da povežemo vinogradnike, vinarje skupaj, da naredimo par dogodkov, da imamo kakšne debate, da si izmenjujejo kakšne izkušnje med seboj in da parkrat stopijo skupaj in so enotni. Tako je, ja. Si že kaj tako imela priložnost debatirati z ostalimi slovenskimi vinskimi kraljicami? Si jih že kaj spoznala, razen tistih, no, ki so bile? Spoznala sem jih tisti par, kar so bile na mojem kronanju. S tistimi sem se zelo dobro ujela. Potem sem se udeležila prvega dogodka na Kogu, festivala vina. In takrat sem bila še z 2, kogovsko in z svečinsko vinsko kraljico. Z ostalimi pa še nisem nekako prišla v kontakt in upam, da bomo zdaj v kratkem prišle, vsaj do Martinovega, da se skupaj še udeležimo par dogodkov in se še bolje spoznamo, tako da vemo, da kdaj moramo stopiti skupaj in promovirati celo Slovenijo, pa tudi naše domače kraje. Kaj misliš, kakšen bi lahko pravzaprav bil vpliv ene vinske kraljice oziroma kakšna bi naj bila, torej, naloga vinske kraljice, razen seveda promocije domačih krajev? Ne vem, jaz vinsko kraljico vidim kot, da ve, kaj promovira, da ima nekaj znanja, da ga lahko tudi, če je potrebno, preda, da lahko komu kaj svetuje.
da se udeleži dogodkov, da vidijo tudi obiskovalci, ko pridejo turisti k nam, da vidijo, da spoštujemo našo kulturo, da imamo še običaje, da imamo vinske kraljice, kajti turistom je to zelo zanimivo in mogoče še jih bolj to privlači, mogoče bi potrebno še narediti kako spletno stran, da imamo spletno stran z vinskimi kraljicami, z našimi vini in z vsemi temi stvarmi, ki so tukaj v Ormožu, kajti zdi se mi, da imamo premalo vse označeno, da premalo ljudi vidi, kje sploh smo, da premalo turistov sploh mi sami ne vemo, kaj vse imamo tukaj in kakšne dobrote, od hrane, od kulinarike, do narave, do pokrajin, vse, kar imamo, še sami ne vemo dobro. In mislim, da bi to trebalo bolj označiti in bolj pokazati nam samim in še turistom, da bomo sploh vedeli, kaj vse imamo tukaj. No, pred najnim snemanjem si se srečala tudi z ravnateljico gimnazije Ormož, ki te je načeloma že povabila med svoje dijake. Se ti zdi to pomembno, recimo, tako sodelovati s temi srednješolci v bistvu in vzgajati mladi rod v pravi smeri? Mislim, da je pomembno, ampak ker sem sama stara 20 let, težko zdaj jaz mogoče dajem nasvete nekomu, ki je isto star kot jaz. Vsi vemo, da je kultura pitja in da je vino hrana, da vino ni pijača in da se treba treba vino spoštovati. Ampak mislim, da vsi tukaj, ki živimo v tem kraju, vsi dobro poznamo, da je vino res tukaj kultura, sploh za Martinovo, ko se vsi povežemo. Dobro, v nekaterih primerih res dojemamo kot pijančevanje, ampak kot vidimo, imamo dogodke tukaj. Mislim, da se ljudje počasi zavedajo, da vino ni samo nekaj, kar je za popiti, ampak da je res kultura in tradicija in da je vino hrana, ne pijača. V bistvu tudi neke sorte umetnost, ne? Da. Vsaj kar se tiče tega, da torej vino doneguješ v neko vrhunsko vino, ne? Vsaj tako si mi laiki predstavljamo. Imaš ti recimo že kakšen natančen načrt, kaj boš počela v teh 2 letih? Natančnega načrta še trenutno nimam, ampak bom se probala udeležiti čim več dogodkov, na vse, kar bodo me kje povabili. In upam, da bom uresničila pričakovanja od ljudi in tudi same sebe in od družine. Tako da trenutno še ne vem sploh prav, kaj me čaka, ampak vse, kar da mi je prišlo na pot, bom to prijela in zagrabila in uresničila svoje sanje in upam, da tudi vaše in od vseh, ki to od mene pričakujejo. No, pojavljaš se v čudoviti kraljevski obleki, ne? Krono ti je predala Katja Kolarič. Kje si pa prišla do te lepe obleke kraljevske? Torej, obleko mi je za šiviljstvo Kolenko v Ljutomeru. Barvo in to sem si izbrala sama, ker se mi zdi zelena nekako najbolj povezana barva z našimi kraji. Saj imamo zelo veliko zelene barve, mi je zelo všeč, da promoviram še našo naravo. No, glede na tvoje izkušnje, seveda svoje kraljičino vino je vino Viktor, ne, po dedku, to smo že povedali večkrat. Kakšna sorta pa je to? Šipon. Torej, moj šipon je suhi šipon. Ja, dobro, suhi šipon, ki torej tako in tako osvaja, ne? Se ti zdi, se dovolj promoviramo ta naš ljubi šipon? Mislim, da ne. Mislim, da naš šipon preveč zanemarjamo. Imamo ga kot tisto sorto, ki ni nekako, kako bi rekla, prestižna ali nekaj več. Vedno jo dajemo nekam na stran. Ampak meni pa se vseeno zdi, da šipona imamo tukaj zelo veliko in je
Meni je nekaj najboljšega od vina, kar si lahko pač zaželim. Vsi vemo, da imamo zelo dobre tukaj kraje, kjer lahko pridelamo najboljše šipone in tudi naši šiponi so najboljši, ampak moramo sami začeti to sorto ceniti in jo še bolj promovirati, kajti je res vrhunska. Takih šiponov, kot jih pridelamo mi, mislim, da jih ne morejo nikjer. No, sedaj imaš priliko, torej priložnost, da promoviraš ta naš ljubi šipon po Sloveniji. Kako pa doma gre prodaja? Verjetno šipon so že pijejo torej po celi Sloveniji, ne? Ja, doma v prodaji moram povedati, da mi delamo sicer bolj na litrci, na zvrsti in prodajamo večinoma 80% prodamo vse v litrskih glažih, v gostilne oziroma v lokale. 20% naše prodaje pa je torej buteljčne prodaje. Ampak zdaj mi ne prodajamo samo šipona, imamo še kot buteljčna vina med sladkimi vini Moscato, Toneli in Kerner in potem kot suha vina Chardonnay in Sauvignon. Sedaj pa še imamo torej šipon. Ampak tudi mi doma pa si želimo, da bi našo vino začeli malo bolj znižati zvrst in višati na prodaji buteljčnega vina. Saj neka prihodnost za preživetje trenutno je v buteljčnih vinih, ki imajo neko ceno in ne v litrcah v zvrsti. No, praviš pa, da je suha sorta šipona tvoje vino, ne? Vseeno. Ja. No, katera sorta ti je pravzaprav najboljša? Jaz, odkrito povedano, imam raje bolj suha vina kot sladka vina, čeprav nekateri pravijo, da so sladka vina bolj ženska vina. Ampak jaz se nekako bolj najdem v suhih vinih, zato sem se tudi še bolj odločila za šipon. Prav tako imam tudi rada Chardonnay, Sauvignon in ostale sorte, ki so tukaj. Pridelujemo tudi zelo odlična sladka vina, muškatna vina, tako da uživam torej v vseh vinih, ne samo v suhih, imam torej rada vsa vina. Seveda ti želimo veliko uspeha na tvoji torej kraljevi poti oziroma v tem času kraljevanja. Torej odločena si, ostaneš doma potem po šolanju? Ja, po šolanju se vidim doma, ne vidim se, da bi kje morala delati. Rada imam taki urnik, da je urnik po moje, da je razgibanje, da stanem jutro in da delam to, kaj imam rada. In da sem med ljudmi, da peljem vino, da se pogovarjam z mojimi odjemalci vina, da sem s potrošniki skupaj, da v tem uživam in v tem se vidim in si res ne želim nekaj drugega početi v življenju. No, če te to veseli, boš gotovo uspela, ne? Kajti vse tisto, kar človek res želi in srcem delamo, tudi ponavadi uspe, ne? Eva, želimo ti čim več prijetnih dogodkov v tem času kraljevanja, se bomo gotovo videvali še marsikje. Pa morda za konec še kakšno sporočilo našim gledalcem, ne? Kar se tiče, tako lepo si povedala, ne, da vino ne predstavlja samo pijančevanje, ampak je to določena kultura, dediščina našega okolja, pa morda v tej smeri za zaključek še kakšna misel. Torej, želim, da bi se bolj povezali, da bi spoštovali naše vino. Ko bomo ga sami dovolj cenili, bodo nas cenili tudi drugod. Želim, da bi večkrat skupaj še kje nazdravili, da bi spregovorili kakšno besedo in da smo ponosni na naše kraje in na našo kulturo in da to spoštujemo sami in potem bodo nas spoštovali potem tudi drugi. Tako je. Eva, hvala lepa in še enkrat veliko sreče. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Eva Leskovar je bila danes z nami, nova vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric, ki je bila okronana v mesecu avgustu, natančneje 15. avgusta v Cerovcu Stanka Vraza. Seveda ji želimo veliko uspeha, vi pa bodite z nami tudi čez teden dni, ko že pričakujemo novega gosta, najverjetneje pa bo iz vrst politikov.
Aljaž Kovačič bo najbrž naš gost, če bo le imel čas. Srečno do takrat.